Florej Malotrič vse prav lepo pozdravljam v zadnjem sklopu Samsungove okrogle mize digitalnih dialogov, kjer spoznavamo svet influencerjev skozi prizmo marketinga, prava, etike in družbenega vpliva. In tokrat se odpiramo za pozitiven vpliv influencerjev na tržišče in zapiramo za negativen vpliv na potrošnike. Ko gremo recimo k frizerju, nas vpraša, kaj želimo, takrat velikokrat prinesemo fotko, ki smo jo videli na Instagramu, obleke kupujemo, ko jih vidimo na vplivnežih, ker si potem lažje predstavljamo, kako bi stale na nas. Enostavno se lažje povežemo z njimi, kot pa če vidimo recimo zvezdnico na jumbo plakatu. No, priljubljena serija Emily in Paris recimo opisuje, kako lahko vplivneži s kreativnimi pristopi popolnoma obrnejo svet marketinga. Tako da za začetek bom vprašala svoje goste, a ste morda gledali serijo Emily in Paris? Ja. Ok, Vesna in gospod Sila stajo. Ja. Kdo bi začel s komentarjem? Ne, dama začne. Luštna serija. Meni je bila všeč, taka lahkotna, prikazala je točno to, kar si rekla, kako v bistvu je digitalni marketing spremenil marketing in kako vse, kako recimo živi nekdo, ki je influencer in behind the scene njeno življenje. No. Tako, zanimiva. Meni je bila všeč. Kako ste pa vi iz strokovnega vidika gledali na to serijo? Ja, zdaj, ko sem jaz delal v več marketinških agencijah, sem lahko opazoval tudi ta vidik, ki se v resnici ni kaj bistveno spremenil. Ne glede na to, da gre za francoske agencije, pravzaprav smo tudi v Sloveniji s kakšnimi francoskimi sodelovali. Relativno realno prikazano delo kot tako, seveda brez tistih behind the scenes zadevami v ozadju, ki niso tako zanimive. Sem se pa ves čas spraševal, koliko mora ona zaslužiti, da lahko je vsak dan 1,5-krat na novo oblečena. To smo se po mojem vse punce sprašvali, ker vem, da jo je veliko gledali tudi zaradi tega, da smo lahko občudovali obleke, Pariz, njihov življenjski slog, da lahko vsak dan jejo zunaj, tako zajtrke, branče, večerje. Tako da v bistvu zgledajo marketingu dovolj denarja. Ja? Ti pa nisi gledala? Ne, se zgleda, da moram, če pravite, da je v redu. Jaz sem bila slaba tudi, čeprav sem film študirala, ampak gledam po nič, da zadnje čase prav grozno sem. Ampak okej, po priporočilu bom kaj pogledala. Ta je taka dobra za, mogoče se kaj naučiti. Okay. Ker so tudi zelo lepo pozicionirane noter velike blagovne znamke, tako da tudi product placement, ki ga poznamo v marketingu, je fajn prikazan skozi serijo. Mogoče bi vi lahko povedali, ker ste že več kot 30 let v marketingu, kako so se pa zaradi, se pravi, novodobnih formatov, kot je recimo Instagram oziroma druga družbena omrežja, kako se je spremenil marketing in potrošniške navade? Ja, seveda je razvoj tehnologije in uporabnikov vplival na marketing zelo močno. Enih par stvari je ostalo istih. Ti, če hočeš nekaj dobrega narediti, če hočeš ubesediti, opisati, narisati, posneti neko dobro zgodbo, rabiš nek čas in rabiš ljudi, ki to znajo dobro narediti. Če hočeš, da bo se to dotaknilo tudi potrošnikov, moraš pa pritisniti na njihovo bolečino oziroma jim povedati, na kakšen način boš njihovo težavo rešil. Kar seveda pomeni, da je tukaj v zadnji nekaj dela, nekaj spoznavanja potrošnikov. Brez tega, to je pravzaprav ostalo isto. Se pa zdaj seveda vidi bistveno več instant rešitev, hitrih rešitev, pričakovanja hitrih rezultatov. V Sloveniji, nažalost, deloma tudi zato, ker so mnogokrat direktorji ali lastniki bolj finančni lastniki, niso strateški, ker jih zanima kratkoročni profit in iščejo samo neke kratkoročne rezultate. Moramo se pa zavedati, da zelo pogosto pri nekaterih izdelkih je nakupna odločitev od trenutka, jaz rabim ta izdelek, do dejanskega nakupa lahko traja tudi 9 mesecev. Kot je recimo po eni raziskavi izpred par let v povprečju odločitven proces za nov avto. Zdaj recimo, če bi ena od dve dobila ta projekt, recimo avto, in bi vas ocenjevali
ali pa plačani po uspehu. Razen, če prodajate zraven nove gume, pa vinjeto, ne morete pričakovati hitrega rezultata. Zato, ker je ta proces odločitve toliko časa v povprečju traja. Za neke večje nakupe se še vedno verjetno nekako usmerjajo v bolj tradicionalen marketing. To je pa odvisno od klientov. So klienti oziroma naročniki, oglaševalci, ki oglašujejo še vedno samo preko televizije. In zdaj nihče ne gleda televizije, ampak oni tega ne bi počeli, če ne bi imeli rezultatov, kar pomeni, seveda, da nekateri ljudje pa vseeno gledajo, oziroma njihova ciljna skupina, ker verjetno pa so jo toliko raziskali, da vejo, da morda ne sicer linearno, ampak z zamikom pa so deležni kakšnega držljaja tudi za njihove strani. Rekli ste, da v bistvu se zdaj zelo hitro dogajajo take hipne odločitve. Zdaj, kako bi pa tukaj lahko mogoče neko regulativo postavili, da se to malo... Zdaj, tako kot smo se prej pogovarjali, prepovedati stvari ne moramo. Oziroma, tudi če bi hoteli prepovedati, to ne bi imelo haska. Uporaba pameti, tako se strani oglaševalcev, tako se strani tistih, ki vsebine proizvajajo, jih ustvarjajo, kot tudi nas potrošnikov. Da bi ne čist reagirali takoj na vsak držljaj, ki smo ga deležni, oziroma da bi včasih malo pomislili, ali nek izdelek, kakršenkoli že, poceni, drag, dejansko rabimo. V tistem trenutku, v tisti količini, v tisti obliki. Je pa res, da tako kot smo se tudi prej pogovarjali, imamo recimo vzornike in veliko mladih želi kopirati njihov življenjski slog in potem zaradi tega tudi kupujejo neke določene izdelke. Kaj pa vidve recimo opažate zadnje čase, kakšne trende, kaj bolj kupujemo, česa se bolj poslužujemo, ker recimo včasih baby showerjev v Sloveniji ni bilo. To je en tak zelo očiten primer, zdaj ko je Instagram, ko se naredijo fotke, se potem naredijo lepi baloni, torte in take stvari. In je to v bistvu nek novodoben trend, kot smo se tudi v prejšnjih epizodah pogovarjali za praznik zaljubljencev, kot smo rekli, in podobne praznike, da se da marsikaj prodati, marsikaj nekako strateško, marketinško skomunicirati, da nekaj potrebujemo, tako rečeno. Kaj pa ste vidve še kaj opazili, kaj je prinesel Instagram oziroma družbena omrežja? Ja, en kup stvari, zdaj ne vem. Če bi recimo konkretno kakšne produkte, po mojem je kakšna kozmetika verjetno nek razmak dobila, mogoče neke produkte, ki jih nismo niti uporabljali še 10 let nazaj, pa jih zdaj, ne vem, naša skincare rutina ima kar naenkrat 10 produktov, včasih smo pa ne vem, 2, ne vem, mogoče kakšne take stvari, predvsem pri puncah. Ja. Meni se zdi, da je ful dobro, se izkoriščajo točno te prazniki, ki ste omenili, zato ker takrat se naredijo dobre fotke in pač dober content potem za ustvarjati. To pa mogoče tudi neke navade, mogoče, tako iz športnega vidika, pa si mogoče tudi bolj, ampak se mi zdi, da je pilates rado ful modern. Naenkrat pa yoga, pilates, to neko... da se pač malo bolj vase usmeriš. Tako po koroni se mi zdi, da se je začelo to dogajati. In je rad to kar tak, ta healthy lifestyle je rad to kar malo modern. Pač ni sploh to mogoče v prvi vrsti, to dejansko ljudje to krati počnejo, ker je rad tudi kar malo modern, pri nekaterih pa pač prikazujejo to, pa mogoče niti ne živijo zares tako. Tako, ne vem, take stvari se mi zdi, da so potem seveda podjetja, ki to delajo, so potem začela tudi profit dobivati od tega. No, to so konec koncev dobre navade, če se zdrave stvari promovirajo. Mislim, meni to... Jaz se mi zdi, da je bil razmak tej športni se mi zdi, da se je v to usmerila. Mislim, to je kar pozitivno, da se je še kar nekaj takih stvari, vem, da je bilo nekaj časa. Vem, zdaj, pred 2020 sem ful delala, recimo, bilo ful ta sustainable od oblačil. Takrat se spomnim, da je bilo kar tako svetovno, kar trendi, se spomnim, sem kar nekimi znankami delala. In se mi zdi kar dobro, da tudi to poudarimo. Tako, te stvari se mi zdi, da so se kar spremenile na tem področju, tako da imamo tudi nekaj pozitivnih vplivov, definitivno. Ja, mislim, da imamo ogromno pozitivnih vplivov, če tudi tako pogledamo iz te strani, zaradi tega, ker
če nekdo naredi, da je moderno oziroma cool promovirati neko nehitro modo, ampak bolj kvalitetna oblačila, recimo se mi zdi, da to se tudi v Sloveniji vidi, da se vedno več domačih znamk rojeva, da se spet uporabljajo kvalitetno blago, pa take stvari, da damo malo več na to, pa da se zavedamo te hitre mode, sicer smo zdaleč še od trenutka, ko bomo to čisto vrgli, Mogoče potem na drugih stranih pretiravamo, ker smo wellness industrijo omenjali, je zdaj zelo popularna, Ampak tudi tukaj se dajo dobre usporednice potegniti, ker recimo, ne vem, sonce je vedno bolj škodljivo in včasih noben ne uporablja SPF kreme za obraz, zdaj jo pač skoraj vsaka ženska ve vsaj, da bi bilo fino, da jo uporablja. In ne vem, meni osebno se je koža ful popravila, odkar sem jo začela uporabljati par let nazaj vsakodnevno. In so tudi neki pozitivni vplivi. Pa hotela sem se tudi dotakniti, da se vedno raje tudi izobražujemo preko mreži. Zdaj imamo pa tukaj in profesorja in pa nas, ki vedno raje še tudi po kakšne informativne vsebine hodimo na Instagram. A vidve poznate zdaj to novo možnost subscriptiona, ker nekateri kanali ponujajo v bistvu plačljivo vsebino, torej znotraj Instagrama, ki je načeloma brezplačen, zdaj lahko pač se naročiš in prejmeš še neke dodatne vsebine, ki so ponavadi bolj edukativne narave. A vidve to uporabljata, sta plačali kakšen subscription? Stvari se vedela, da Jaz poznam, ampak nisem se še odločila. Tako da ne vem. Še ni bilo vsebine, ki bi vas zanimala. Ja, ne vem, nekako nimam niti časa za te stvari, se na neke druge stvari fokusiram. Skillshare je fajn. Verjamem pa, da sigurno komu pomaga, definitivno. Še posebej nekomu, ki bi mogoče rad pogledal v svet nekoga, ki delite stvari, tako da. Ja, in zdaj mogoče, ker je znanje tako zelo dostopno, pa tudi formalna izobrazba malo izgublja na vrednosti. Sploh se mi zdi pri mladih, kakor sem tudi brala raziskave, vedno manj mladih se nekako odloča za nadaljevanje študija, recimo diploma, še nekako potem magisterij, pa to, kaj pa vi opažate, kakšen trend med svojimi študenti? To je pa odvisno od šole, oziroma od smeri, ki jo recimo študent izbere. Zdaj, v resnici, veste, nobena zaključena šola oziroma fakulteta oziroma diploma ne pomeni, da ste vi dejansko, rečemo temu, dober delavec v smislu, da te bo nekdo, ki te bo zaposlil, nekaj od tebe imel. Ampak je attitude, je odnos, je passion oziroma strast, ki jo ima nekdo, ki pokaže, da ga zanima nekaj delati in tako naprej. Pomembna prednost diplome je ta, da ti dokažeš tudi delodajalcu, ne samo sebi in seveda tvojim staršem, da nekaj, kar se ti lotiš, tudi končaš. Dejansko obstajajo dejavnosti, recimo računalništvo, kjer bi marsikdo rekel, pa sej ni treba, pa rečejo, ja, pa Steve Jobs ni končal, pa in tako dalje. Sam moramo pa še nekaj vedeti, Steve Jobs je bil eden. In od teh tudi blazno bogatih, uspešnih podjetnikov, nekateri res niso delali šole, ampak večina pa jo je. In tudi tisti, ki niso takrat, ko bi morali študirati, pa tako naprej, kasneje definitivno so. Jaz sem prepričan, da tudi vidve ves čas, vi sploh, ko ste že prej povedali, ves čas se dodatno izobražujete, oziroma se moramo vsi. Jaz sem pred letom in pol bil na enem zelo kompleksnem tečaju za digitalni marketing, pri mojih letih. Sem bil najstarejši, ampak sem se seveda tega udeležil in to je trajalo, 6 tednov ali 8. Zato, ker to znanje rabim, zato, da prvič razumem, da se lahko o tem pogovarjam, oziroma da na zadnje me tudi ne more noben glih okoli čist prinesti. Ja, pa tudi to grejo hitro trendi naprej, tudi to smo se že pogovarjali, da pol marsikateri mladi misli, recimo, če greš študirati marketing, učbeniki so pa stari 10 let,
Kako boš potem vse to nadoknadil? Ker tudi profesori, eni, to je res zelo pohvalno, se non-stop izobražujejo in hodijo na neka dodatna izobraževanja, nekateri pa tudi ne. Tako da danes si zelo tudi samo od sebe odvisen, kako se znajdeš v tem svetu. Ja, lejte, to je pač tako kot v vseh drugih dejavnostih, je tudi v pedagoški, odvisno pač kakšen si, zakaj to delaš. Pa tako je, marketing je res tema, kjer je treba ves čas. Recimo, če se v torek nekaj zgodi, jaz imam včasih v sredo že to kot primer na predavanjih ali vajah. Tudi zato, ker je to bolj zanimivo, zato, ker je to aktualno. Knjige so pa res nekatere stare, vendar osnovne resnice v marketingu pač veljajo. Tudi ta proces ustvarjanja ideje, recimo. A veste, ti res lahko pošleš neko sliko ali nek tekst sekundo zatem ali pa desetinko sekunde zatem, ko midva nehava govoriti, vam jaz že lahko ali pa celo istočasno pošljem. Ampak da sem jaz to napisal, pa predvsem pa do te ideje prišel, možgani ne znajo tako hitro tega narediti. Ja, seveda z pojavom umetne inteligence in vseh orodij, ki to omogočajo, se da kakšne stvari tudi narediti. Ampak, veste, tudi umetno inteligenco mora nek živ človek napolniti. Zdaj hočemo vsi biti samo tisti, ki jemljemo tisto, kar je že, ali bi radi naredili mi tudi kaj novega. In to jaz recimo mojim študentom ves čas poskušam turiti v glavo, da ne moreš biti sam sledilec, da moraš v kakšni stvari biti sledilec, ne mislim v influencerskem smislu, ampak da kaj tudi sam se spomniš, pa kaj sam tudi narediš. Sej najbrž bo to vedno bolj cenjeno, glede na to, da boš te osnovne stvari lahko takole dobil. Zdaj tiste ideje, ki bodo šle pa en korak naprej, tisti videi, ki bodo šli en korak naprej, bodo pa verjetno čez čas še toliko bolj cenjeni, glede na to, kaj se bo znala umetna inteligenca. Najverjetneje, ja. Če bojo tudi potrošniki oziroma gledalci dovolj kritični. Če ti je pa vseeno, kaj vidiš, pa dobiš, če nimaš nobene kritične distance, potem pa... Samo ni na ustvarjalcih, da izobražujejo gledalce. Ja, v resnici ja. Kako pa vidve gledate na ta ustvarjalen proces? Probate vedno kaj novega, se kaj novega naučiti, kakšen nov zorni kot v ustvarjanju preizkusiti? Kje dobivate ideje? Jaz predvsem zelo spontano, še posebej zato, ker je moj kanal takšen, da je v bistvu prikazuje neko moje življenje, neko mojo zgodbo, stvari, ki jih počnem. Ne vem, recimo že nek surf session recimo je precej spontan, tako da glede tega poskušam biti čim bolj to, kar sem, ampak je pa res, da mogoče, če sem iskrena, dobim kar dosti, recimo, ko dobim kaj od naročnikov, pa takrat pa mislim, da se ta kreativa mogoče vklopi, ker probam zapeljati na nek drugačen način, mogoče vsakič, jaz ponavadi delam tako, da ne vem, če imam recimo za naročnika kaj narediti, vzem en svoj blokec, ki ga pač pravim za službo in naredim nek plan, nek scenarij in poskušam to nekako predstaviti na nek zanimiv način. Tako da ja, drugače svoje vsebine pa so to, kar so, no. Meni je tudi ful fajn v bistvu, ko dobim, mogoče če grem tudi snemati čisto za sebe, pa grem dejansko snemati s svojim videografom, mi je ful všeč, ker to imam kot nek hobi. In pač tako kot branje knjige, ki te pač lahko sprosti, mene ful sprosti, da lahko napišem nek scenarij, si zrišem, kje v Trstu bom jaz to posnela in potem grem tja in imam izlet. In je tako kreativno nekaj ustvarjaš, tudi ko imaš frej dan, recimo lahko narediš nekaj takega. Meni je to na nek način tako sproščanje in mi je pač ful všeč. Če je pa seveda nekaj z naročnikom, pa probam to zadevo isto ukomponirati in pol tukaj se dam v vlogo ne samo pač igralke, ampak dejansko sem in producent in režiser, režiser je delno tudi ta videograf, ampak scenarist, producent, igralec, igralka. In pač potem tudi zmontiram te zadeve in mi je ful fajn, da vse to lahko počnem. In potem, ko pride do naročnika in kdaj dobim kakšen scenarij, ki pa vem, da ni to, ali pa je ful preveč prodajen, pa je tako že neokusno, pa je product in your face, potem pa pač
mi je ful fajn, da lahko rečem, da dam svoj predlog, pa rečem, a bi mogoče vam bilo tudi to všeč, pa predlagam nekaj tako. Mi je kul, da lahko sama to ustvarjam. No. Jaz se kot ustvarjalec danes, da preživiš, moraš biti marsikaj, tako kot ste rekli. Pišeš scenarij, posnameš, zmontiraš. Poučiš se, v bistvu s tem se ful učiš, koristno zapravljaš nek prosti čas, recimo. In se mi zdi, da v teh časih tudi tako, sploh če imaš pač si samostojni podjetnik, se mi zdi, da sploh ni neko to, da ločiš, kdaj ti zdaj 8 ur delaš in potem ne, ampak pač je cel dan tukaj in pač izkoristi ta čas, tako kot ti bo najbolj prav prišel za naslednji dan, ko boš mogoče dobil naročnika. Tako, kul je, ampak moraš skozi brskati, iskati, se učiti. Ampak se mislim, da če si tak človek, no to lahko zase rečem, jaz ne vem, jaz sem bila v različnih službah, tudi vajine intervjuje, ki sem brala, tudi vidve, tudi vi, ampak če si tako po naravi tak živ, živahen, ne zdržiš, jaz sem največ pol leta v pisarni zdržala, tako da pa sem mogla iti malo bolj kreativne stvari početi. Tako da se mi zdaj fajn, da se pa povsod nekaj naučiš, da vseeno pa probaš različne stvari. Zelo mi je bilo zanimivo, no, ker sem na Dunaju sem študirala International Business, pa smo imeli tudi marketing predavanje in so nam tudi fajn rekli, da kreativa je fino, da je omejena in v bistvu, da lažje si nekako kreativen, ko imaš neke smernice. Ne? Tudi tako, ko pišeš en komad, da pišeš komad o čemerkoli in si tako, lahko so drevesa, lahko je ljubezen, lahko je to, a ne, ampak tudi mogoče strani naročnikov, da je fino, da so specifični, kaj si želijo, pa verjetno tudi vama lažje ustvarjati. Ja, to že pač, kaj so želje, kaj treba izpostaviti, kaj sploh je mogoče produkt za res tako globino, da tudi vidiš, če sploh je to nekaj, kar bi ti želel. Pa pač, da sam nekako to na svoj način predstaviš, sestaviš in jim predaš potem naprej. Jaz si da predstavljam, kako bi recimo nek pameten naročnik nekomu nekaj naročil, brez da mu da nekaj izhodišč. Ne? Torej, brez briefa, jaz ne vem. No. Nekaj potem točno o tem, ali zdaj bojo drevesa, ali bo ljubezen, ali bojo kure, ali bojo, ne vem, vile, recimo. Se pa po mojem zgodi, da ne vejo v resnici tudi sami, kaj si želijo. Ja. Tukaj pa je pol vloga tistih, ki delate ali pa delamo v tem biznisu, da jim pa pri tem pomagamo. Ne. Ko sem jaz začenjal, takrat je pač še v Jugoslaviji, je bilo zelo malo res izobraženih ljudi v marketingu in so agencije bile tiste, kjer je bilo največ skoncentriranega znanja. Jaz sem imel res srečo, da sem začel v študiju marketing, ker smo takrat skupaj tudi z nekimi naročniki, od Fruktala, Radenske, Ljubljanskih mlekarn, skupaj rasli, gradili neki. In ene od teh stvari so še danes zelo zanimive, popularne, predvsem so pa šolsko narejene, res vrhunsko in so tudi imele res velike rezultate. Ne samo v številkah, ampak tudi v čustvenem boju, recimo. Ja, vseeno agencija ima toliko in toliko ljudi zaposlenih in sej en sam človek ne more tega ustvariti, kar ustvari agencija. Tako da tukaj se mogoče vidite. Oziroma, vi ste rekli, imate pač neko ekipo, ko skupaj pač te stvari počnete. In jaz verjamem, da tudi vi rabite kdaj pa kdaj koga, s katerim skupaj dokončate to, kar ste si pač zamislili. Jaz tudi tako, na študiju se precej stvari dela v timih, morajo študenti. In eni reče, pa jaz bi raje sam. Ja, pa ne, ker v resnici skoraj ničesar v življenju ali pa v marketingu, če hočeš, ne moreš narediti sam. Moraš imeti najmanj recimo ta dva gospoda, ki nas zdaj snemata. In potem bo nekdo to še pol zmontiral, pa še ton uredil, nas malo polepšal morda in tako naprej. Točno to, zato sem recimo jaz tudi našla nekega videografa, ker mi je ful tehtalo. To je bilo meni ful všeč, kdaj snimati, ampak mi je bilo zelo stresno, če bi jaz mogla sama postaviti telefon in se matrati in ne moreš, enostavno ne gre čisto vse, da sam delaš. Je pa agencija ful, oni recimo, če neko podjetje želi delati z influencerji in je pač posrednik še agencija, potem ponavadi ta agencija pripravi nek brief, kaj ne influencer posname. Če pa gre direktno podjetje do influencerja, pa ponavadi se jim ne da s tem ukvarjati in potem
pač rečejo samo pošljite to in tudi nimajo potem časa tega čekirati in potem pač velikrat so zadovoljni z relativno slabimi materiali, ki jih dobijo, ampak pač jih potem objavijo in tudi plačajo, ne. Tako da meni se zdi cool z tega vidika, da v bistvu ti agencija pove, kaj je brief, v katero smer pojdi, da potem res ne razmišljaš ali ljubezen ali drevo. Je pa kakšna recimo dotična podjetja ali brendi recimo, pa jim nekako hočejo recimo pristopiti do neke persone, ki je tako neznana ali se jim zdi, da je recimo ta brand nekako ustreza, se nekako lepo komponira v lifestyle, recimo neke superge in pač, ne vem, ti počni to, kar počneš, ne, bodi to, kar si, sam te naše superge mi na sebi, recimo, ne vem, pač so tudi taki, tudi tega je dosti, no. Ok, zdaj, če so oni prej naredili neko malo raziskavico in so pogledali 10, 15, 20 potencialnih nosilk teh superg, pa so pol vas brali, da so verjetno vas brali zaradi nekih razlogov. Torej, neke podobnosti v vrednotah, vas in znake. Pol je to v redu, tem je to pravi pristop, ker ne vemo, kaj pa je bilo zadnji, zakaj so točno do vas prišli. Tako je, ampak tako se pravim, da v praksi tudi pridejo stvari z briefom in brez briefa, ne. Ampak tako, to, kar dobimo medve, ne, ponavadi tako, te dve varianti, ponavadi, ampak tako, če imam slabo, ne. Drugo, ampak ponavadi imajo to funkcijo, da ti dajo brief. In dejansko je lažje, mislim, na trenutke. Malo lažje, ker vsaj veš, podjetje pa tudi ni izključeno zdaj, da nobena ti ne pošljejo briefa, ampak imaš potem malo več neke svobode in verjetno, kot ste rekli, targetirajo določeno osebo ravno zato, ker so mogoče videli že prejšnje videe, pa jim je bilo všeč to, kar si ustvaril mogoče s svojim videografom, pa hočejo to, ne, pa v bistvu ne rabijo agencije, da je posrednik. Ampak ja. Pol več sodelujete z agencijami ali bolj pristopajo podjetja sama do vaju? Dejansko je do mene pristopilo 2 podjetja, sta tako, po moje, samo pristopila, ampak res ne delam s ful veliko podjetij. 7, po moje, v celem, odkar imam Instagram, sem po moje delala z 10 brendi. Ampak od tega, ne vem, če sta bila 2, da bi bila tako sama, ostale so bile agencije. Jaz sem v bistvu v začetkih delala predvsem direktno z brendi, in zdaj zadnje leta pa v bistvu z agencijami slovenskimi in tujimi, tako. Prej mi je bila še ena zelo zanimiva stvar, ko smo rekli, koliko smo danes na omrežjih in tako. Kako pa se vidve odklopita? Ko smo govorili, ok, služba je to 24/7, če si samostojni podjetnik, ampak za regeneracijo, za nove ideje, za kreativo pa seveda rabiš tudi odklop. Na kakšen način vidve poskrbita, vam uspe dati telefon čist na stran? Ja, v bistvu moraš si vsako toliko vzeti, sigurno. Zdaj, zame osebno, jaz ful uživam v ustvarjanju vsebin in to je meni zame sprostitev pravzaprav. Jaz sem že od malega vedno hodila posod s kamero in čisto sem bila obsedena s temi stvarmi. Tako da v bistvu nekako ta meja je res tanka, ampak rabim mogoče kdaj bolj neko pavzo od, ne vem, vseh teh informacij, ki jih dobimo na omrežjih. Tako da zame je to definitivno kakšen šport, najverjetneje surfanje, ki je tak telefon v avtu in ga ni za nekaj ur, tako da to je moja varianta. Meni je bil kar izziv, ker hočeš nočeš te malo potegne noter in če imaš za delati še toliko drugih stvari, ne vem, jaz sem pač mogla izklopiti telefon, ga dati v drugo sobo, da sem dejansko se lahko usedla in začela pisati magistrsko nalogo, recimo zdaj. In tako zadnji teden sem prav naletela na en podcast, ki je v bistvu govoril točno o tem, kako v bistvu te lahko zasvojijo socialna omrežja. In jaz sem v svoji glavi prepričana, da sem zelo racionalno bitje, pa sem tukaj podvomila, a sem odvisna včasih od tega ali ne, ker rabiš nek hype, neko manjko dopamina imaš in kar pogledaš, če pa nekaj bo. In je noro, ko se začneš tega zavedati. Jaz sem se recimo prejšnji teden začela tega zavedati in zdaj si prav omejujem, da sem 1 uro gor. Ker ko ustvarjaš vsebine, v resnici nisi na družbenih omrežjih.
kolikrat sem že rekla, vse smo govorili. Ampak, ko ustvarjaš, v resnici nisi. Ne? Meni je v bistvu še najboljše ustvarjati, ker takrat grem jaz nekam na izlet, se imam fajn, sem na prostem, telefon dam v bistvu stran, oziroma pač, če me snima s telefonom, ga jaz nimam v roki in nisem na družbenih omrežjih. In takrat v bistvu še najbolj tako nekako odklopim. Če pa moram pisati magistersko ali pa recimo, ko delam na radiju, ne? Ali pa ko so neke take stvari, kar rabiš nek trigger, neki, ne? Moraš se ti skozi nekaj dogajati, ker je to toliko obsežno, toliko informacij in mi smo vratali navajeni in obsedeni s tem, da skozi neke nove informacije dobivamo in da se toliko hitro stvari dogajajo in da ti ta dopamin šopa iz tega, da ti dobiš neko sporočilo, ki ga želiš, ali pa da ti nekdo lajka, ki želiš, ali pa da ti nekdo tako. In ko sem se z tega začela zavedati, mi je res ratalo malo grozno. Tako da zdaj že en teden imam omejeno in imam samo 1 uro časa. A mi to, če bi šli zdaj vi gledati ono aplikacijo, ki kaže, zakaj uporabljate telefon, dejansko to tudi pokazalo? Vse pokaže, koliko si na kateri aplikaciji. Ja. No, drugače se temu reče FOMO, ne? Strah pred izgubo pomembne informacije točno v tistem trenutku, ko ti misliš, da bi morala priti, nekaj podobnega. In to je ena od najhujših zasvojenosti. To je tako primerljivo z zasvojenostjo, z drogami in zasvojenostjo. In to je mogoče meni tak mal scary moment bil prejšnji teden, ker si ne želim, ne? Ker zdaj, če ti to toliko šopa dopamin, ti na neki točki ga več ne bo in potem pač padeš v fazo, ko nisi več srečen zaradi, ne? Tako da moraš odklopiti, moraš iti trenirati, da si dvigneš malo tega serotonina. Zdravega. Ja, tako da, ja, tle je to, treba kar začeti to zaveščati, sploh mlade se mi zdi, ker to TikTok začneš gledati in se zgubiš in Ja, to je tam ne vem, včasih sem hujši app, ja. grozen. Še hujše. In potem zvečer, ne vem, kdaj sem res utrujena in hočem iti zaspati in vem, da moram ob 4 zjutraj vstati na radio. In ob 10 se pač pripravim, da bom šla spati in potem slučajno malo poskrolam, kar je itak slabo, ker ta nek blue light zvečer itak ne smeš gledati, ker potem ful teže zaspiš, ker ti uničuje melatonin. In jaz se tega vsega zvedam, ampak ne, 3 videe bom pogledala, ura je 12. Ura je 12 in potem, ker sem še toliko melatonina izgubila zaradi te modre svetlobe, ne morem zaspati do 1. In potem mi čez 3 ure zvoni budilka in pač je to katastrofa. Tako da, ja, no, mogoče telefon zvečer izklopiti, vse omrežje izklopiti in mogoče dati v drugo sobo, tako da slišiš budilko, to je pa to. Vsi bolj dobro to vse poznamo v teoriji, v praksi je pa malo drugače. Probajte enkrat za 3 dni dol iz telefona. Jaz sem to naredila 2-3 tedne nazaj. Ful mi je bilo čuden prvi dan, drugi pa tretji dan sem pa toliko naredila, ker sem imela ene tako kreativne stvari za delati. Pa tako rabila sem malo odklop, vsega mi je bilo preveč, ker sem imela res čist preveč in osebnih in tako poslovnih stvari. In enostavno sem se tako slabo počutila, da sem rekla, zdaj pa nekaj bo treba spremeniti in meni prijateljica reče, Flora, daj pa ti mogoče dol za kakšen dan ali pa 2, pa sem rekla, ok, no sem prijateljica, sem mogla najprej napisati, nisem umrla, vse je v redu, 3 dni me ne bo, pa še SMS poklic. Mami sem rekla, ko imamo družinski chat, da pač me ne bo, da se javim v ponedeljek, ker to je bilo, mislim, da v petek, pa sem pol za vikend šla dol. In pol sem bila na dogodku in sem šla na koncert in sem bila tako, veš, vsi so snemali, vsi so delali storije, jaz sem bila pa tako, pa poslušala, pa gledala. Vi ste pa dejansko uživali v koncertu. Ampak prvi trenutek je bil pa čuden, ker je bilo, oni me bojo zdaj označili, pa jaz tega ne bom delila. Pač ko neumna vprašanja se ti porajajo tako v glavi, a veš, ker si toliko navajen, ja, valjda bom šel gor, pa tukaj sem, pa bom pokazal, da sem tukaj. Pa ka mi to načeloma sploh ni pomembno, ampak tako, se mi zdi, da smo res smo tako noter v tem kolesju, a ne? Tako smo se odvadili biti v present trenutku in pač cen, da smo mi zdaj tukaj za to mizo in da se pogovarjamo in ok, zdaj smo mi tako padali noter, da dejansko smo tukaj present, pa sploh ne pomislimo na telefon, ampak ko si pa ti tako v vsakdanjem življenju, pa ko vidiš, da si tako drugi na telefonu, pa pol kar tebi manjka, če ti nisi, ne, ampak isto zdaj jaz, ker sem 1 uro in imam potem še toliko drugega časa za to, da sem prezent, mi je ful boljši in tudi tako, počutiš se, da si tle, kjer si in nekako
ceniš ta trenutek in bolj se poglobljeno lahko pogovarjaš z ljudmi, s katerimi si in tako. Uživaš v hrani, kaj jo ješ. Čutiš, da kaj ješ, da nisi na telefonu, ne ješ kar neki in zraven še tako čist druga, ampak moraš en dan zdržati mogoče. Jaz sem letos šla sem na Kanarske otoke s komjem in nisem se nič pripravila in sem šla na trajekt, ki je 2 dni in sem pač nisem vedela, ni signala, da ni nič. In sem pač prišla, nisem imela ne knjige, nič, pač prišla sem tam in sem bila tako 2 dni, ne vem, brez nič. In pol v bistvu se zaveš, tako, ko res nimaš prav nič, ne vem, zvečer smo šla recimo s fantom, smo sedeli na polovo, smo gledali zvezde, ker to nikoli ne narediš, ne, mislim, tako je res je... Mislim, da je fajn. Je fajn, je res tak lep občutek, tako res, ko si čisto odklopljen od vsega. No. To, kar je bilo vam včasih samoumevno. Ja. To sem pa verjetno zadnje naredila, ne vem, koliko let nazaj. Jaz sem tu isto točno zvezde, smo bile s prijateljico v bistvu v Marakešu letos poleti in smo šli v puščavo, ker itak ni bilo ničesar, racionalni način. So bile isto zvezde, bila je neka pač večera in potem smo bili tam do 12 po noč in je bilo tako noro dobro. Pač uživaš v trenutku in si tako wow in kar pol pozabiš na tako res... Te napolni z neko energijo, neko tako posebno. Jaz se zdaj trudim, da vedno, ko se z nekom pogovarjam, dam telefon v torbico, niti ne na mizo. Ker že to, da ga imaš na mizi, prav poslušala sem isto en podcast na to temo, že s tem daš vedeti, nisi mi toliko pomemben, ker če bo pa vmes, se bom pa oglasila, a ne? Ali pa kako svet. Ja, ne, jaz ga vedno, sicer prej sem ga vedno obrnila, da ne blinka, pa dam ga na potih, ko sem z nekom, ampak zdaj sem ga pa prav začela dati v torbico, ker je to vse, kar je. Ja, ker to je dejansko tudi izraz spoštovanja do sogovornika. Ne? Zato sem ga zdaj pustila v drugi sobi, da me ne moti in distrakcira od vsega tega, kar imamo mi tukaj pomembnega zapovedati v bistvu. Pa še ena ful dobra stvar, ki jo zadnje mesece v bistvu že prakticiram, zdaj včasih me zjutraj zbudi, če je kakšen tak pomemben dan, ampak do zajtrka ne pogledam telefona. Tako do konca zajtrka, zjutraj imam eno svojo jutranjo rutino, ki jo imam zdaj pa že več kot 1 leto, tako da se je nekako prijela ta navada, ki se mora par mesecev formirati. In se mi zdi, da če si pa uspeš to zjutraj nekako svojo stekleničko napolniti, da se pa pol tudi čez dan lažje distanciraš. Če pa ti takoj, se pravi, preden greš spat, pa takoj zjutraj potegneš ven telefon in kaj se je zgodilo. Mene je to v tako anksioznost pa na neki točki že spravilo, sploh ko so bile te novice, pa COVID pa vse, da sem ugotovila, da sem v bistvu v parih mesecih zdaj prebrala, mislim, da skoraj 10 knjig. Kaj jih prej nisem. Tudi zjutraj si ful naštimaš mindset za cel dan. Tako. In če ti že zjutraj napolniš svojo glavo z nekimi nepomembnimi informacijami in mogoče celo slabimi, boš imel cel dan slab. Če pa zjutraj lepo to daš stran in res prebereš knjigo 15 minut, mogoče kakšno tako pozitivno, si pa ful. To sem tudi en podcast na to temo poslušala, pa mi je tudi ful pomagal. Ja, za me se je v zadnjem letu tako življenje toliko na boljše obrnilo, ko sem se malo distancirala od tega zunanjega sveta, pa šla malo bolj navznoter, kot si tudi ti rekla, pa vsi smo mogli delati na sebi, a ne? Da je to res, to, kar nekako misliš, to pol pretegneš, kot zdaj vse govori, vsa spiritualnost, ki je zelo popularna, ampak dejansko je res. Dejansko je res. To sem hotela prej še vprašati, vi, ki ste profesor, to dobro verjetno vidite, pa tudi raziskujete, koliko nimamo kapacitete za veliko informacij, tudi kar se marketinga tiče. Ne? Zdaj pa v bistvu mi zjutraj, če gremo na telefon, dobimo ne samo 1000 oglasov, ampak tudi 1000 življenj drugih ljudi. Zdaj, multitasking, ne? V resnici tudi ženske niste kaj zelo sposobnega. Morda 2 stvari še nekako, ne? Ampak v resnici, če vi delate še nekaj drugega, pa odgovarjate na nek ali mail ali karkoli prek telefona, to definitivno naredimo bistveno bolj površno, kot bi sicer, če bi se usedli pa tako napisali ali za računalnik oziroma za tablico, za mizo, pa samo to počeli. Ko pa ti delaš različne stvari, pa avtomatično ne moreš delati vsega, bog ne daj, tisti, ko še avto vozijo zraven ali pa kamion, ko jaz se kar precej vozim, pa jih veliko takih vidim, to pač ne gre. Ne? In nekaj 10 000 informacij ali dražljajev različnih blagovnih znamk smo deležni vsak dan. Danes še dosti bolj, kot smo bili nekoč. Ravno zaradi tega, ker
jih vidimo dejansko 10-15 cm od svojega nosa. Pa jih večine sploh ne želimo. In kako zdaj doseči, da bo točno tista informacija ali pa točno tista blagovna znamka, ko mi hočemo, da bo prišla nam v podzavest in da bomo potem nekaj s tem v zvezi naredili, ali pa informacija, če hočete, kako bomo to dosegli, da bo točno ta prišla, kamor je treba. Tako da je oglaševanje na robu, pa se pravne zadeve morajo vključiti. Čeprav mi je pa zelo bizarna stvar, da zdaj moraš na omrežjih plačevati, da ne vidiš oglasov. Ja, zato ker tisti, ki to delajo, ne živijo od oglasov, ker je pač to poslovni model. Pa to je tudi štarten cilj vsakega družbenega omrežja. Bomo naredili zastonj, povabili ljudi, potem bomo dali gor oglase, ki ne bodo plačevali, in potem ljudi, ki ne bodo želeli gledati teh oglasov, da to tudi plačajo, da ne bojo gledali. Ja, se to vse razumemo, samo tako, če pomisliš, se ti zdi bizarno, da smo na točki, da plačujemo, da ne vidimo oglasov. Jaz mislim, da smo se toliko enih tem zelo obširno lotili, tako da po mojem je najbolj, da tukaj potegnemo črto, pa da tudi nekako se posvetimo na koncu sloganu, zakaj se mi želimo odpirati na družabnih omrežjih, pa zakaj se mi želimo zapirati na družabnih omrežjih, pa če bi še mogoče to zadnjo mislijo vsak od vas povedal nek tak hiter skupek tega, kar smo danes ugotovili. Mogoče Vesna, lahko ti začneš. Jaz bi se mogoče odprla za širjenje nekih pozitivnih informacij, neke motivacije, nekih življenjskih izkušenj, ki so me veliko naučile, pa bi jih mogoče predala na mlade, ki vem, da me spremljajo. Zapiram pa se za nek sovražni govor, za neko poniževanje drugih ljudi, za neko obsojanje drugih ljudi na prvo žogo, za neko neiskrenost. Mogoče to se mi zdi lepo paše zraven. Jaz se odpiram za nove avanture, s katerimi bi rada inspirirala druge. In prav tako kot Vesna, vse neke pozitivne stvari, ki jih lahko delimo z mladimi predvsem. To, da se da, to, da lahko svoje stvari, ki jih rad počneš, svojo strast obrneš v pravzaprav svoj življenjski slog. Definitivno pa se zapiram prav tako za vse, kar je negativno, od negativnih komentarjev in sovražnega govora in takih stvari, ki mislim, da jih ne rabimo brati, ne videti. Tako. Še vi, gospod Cila? Ja, življenje je treba uživati čim bolj uživo, torej z nekim fizičnim stikom, ne pa z nekimi namišljenimi ali pa virtualnimi ljudmi, ki jih ne poznamo, od katerih smo pol deležni predvsem negativnih in informacij in mnenj in tako naprej. Pa seveda uporabljati tehnologijo in vsa ostala sredstva po pameti. Torej, ne preveč, kje je pa ta meja, bi moral pa pravzaprav vsak pri sebi najdeti. Tako. In kdaj pa kdaj tudi obe tej strani zapreti in iti uživati trenutek. Tako da hvala za poslušanje, hvala mojim čudovitim gostom za vse nove uvide, ki smo jih dobili, za vse ideje. Jaz mislim, da je bila to zelo, zelo koristna serija podcastov in si želim, da bi to šlo med različne generacije, ker smo vsi deležni spleta, vsi ustvarjamo, vsi smo veliko časa preživimo tam. Tako da še enkrat najlepša hvala za vaš čas. Tako da evo, zaprimo se zdaj in gremo uživati trenutek. Hvala za poslušanje.